Kmetijski ekosistemi so zelo raznoliki. Njihovih meja pa ni vedno enostavno določiti, saj kmetijstvo ne vpliva le na proizvodne površine, temveč tudi na okoliške zemljišča. Kmetijski ekosistemi so zato redko homogeni prostori, temveč gre običajno za preplet kmetijskih in neproizvodnih zemljišč, ki se pojavljajo med njimi. Tu so lahko na primer mejice, suhi zidovi, gozdne zaplate in mlake, torej elementi, ki jih lahko imenujemo tudi krajinske značilnosti. S takšnimi neproizvodnimi površinami človek prav tako aktivno upravlja, a običajno vanje posega redkeje in manj izrazito kot na kmetijskih zemljiščih. Tu zato svoj prostor lahko najdejo tudi tiste prostoživeče, divje vrste, ki so na kmetijskih zemljiščih manj konkurenčne od kmetijskih rastlin in rejnih živali. Agrobiodiverziteta je pestrost živali, rastlin, gliv in mikroorganizmov, ki neposredno ali posredno prispevajo k kmetijski pridelavi. Neposredno je za kmetijsko pridelavo najbolj pomembna pestrost vrst, ki jih uporabljamo za hrano, krmo ali kot vir različnih surovin. Gre za kmetijske rastline, rejne živali in določene glive in mikroorganizme, ki so se skozi načrtno selekcijo razvile iz divjih vrst. Izmed okrog 6000 rastlinskih vrst, ki se uporabljajo za prehrano človeka, danes 90% energijskih potreb ljudi zagotavlja samo 15 vrst kmetijskih rastlin. 2/3 pa pridobimo iz zgolj 3 vrst: riža, koruze in pšenice. Ohranjanje biodiverzitete v kmetijstvu je zato ključnega pomena za zagotavljanje globalne prehranske varnosti, saj pestrost sort, pasem in vrst omogoča boljšo prilagodljivost kmetijstva na spreminjajoče se okoljske razmere za pridelavo, pojav bolezni in preference potrošnikov. Raziskave kažejo, da se genetska pestrost v kmetijstvu zmanjšuje, kar se med drugim vidi v izginjanju in manjšanju populacij sort in pasem, ki so se skozi več generacij prilagodile specifičnim okoljskim in proizvodnim razmeram na določenih geografskih območjih. S tem pa se pogosto izgublja tudi kulturna dediščina in tradicionalno ekološko znanje rabe določenih habitatnih tipov in kmetijske krajine. V poročilu Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo je izmed skoraj 9000 znanih pasem rejnih živali ogroženih 17% pasem, 7% pa jih je že izumrlo. V Evropi je zaradi močno specializirane živinoreje ta delež še višji, saj naj bi bilo ogroženih kar 31% pasem pri govedu, drobnici in prašičih ter 35% pri perutnini. Za kmetijstvo pa je ključnega pomena tudi ohranjanje širše agrobiodiverzitete. Ta vključuje pestrost organizmov, ki omogočajo kmetijsko pridelavo in pogosto tudi povečajo njeno produktivnost. To so na primer divji opraševalci in talni organizmi, pa tudi številni drugi organizmi, ki tvorijo funkcionalne agroekosisteme. Da bi lahko opisali in ekonomsko ovrednotili koristi ekosistemov za človeka, se je v 90. letih uveljavil koncept ekosistemskih storitev. Delimo jih na več skupin. Podporne storitve so osnova za življenje na Zemlji in vključujejo ohranjanje pestrosti in življenjskih ciklov vrst, primarno produkcijo, torej na primer fotosintezo in kroženje hranil. Oskrbovalne storitve predstavljajo vse snovne in energijske vire za človeka, kot so hrana, pitna voda in surovine. Uravnalne storitve vključujejo uravnavanje procesov, kot so kakovost zraka, voda, rodovitnost tal in pojavov bolezni in škodljivcev. Kulturne storitve pa združujejo estetsko, duhovno, izobraževalno in rekreativno vlogo ekosistemov, med katero sodi tudi ohranjanje mozaične kmetijske krajine, ki je med prebivalstvom v Evropi visoko cenjena. V času podnebnih sprememb na kmetijstvo poleg spremenjenih podnebnih pogojev za pridelavo močno vpliva tudi večja pogostost in jakost ekstremnih vremenskih pojavov, kot so suše, neurja, močni vetrovi in poplave. Ti pojavi so posledica porasta temperature in s tem večjega kopičenja vodne pare oziroma energije v podnebnem sistemu. Pojav, ki ga vse pogosteje opažamo tudi v Sloveniji. Z vidika kmetijske pridelave je zato ključnega pomena, da so agroekosistemi čim bolj uporni, kar pomeni,
da so sposobni absorbirati in kljubovati tovrstnim vremenskim pa tudi drugim motnjam. Odpornost pa po drugi strani pomeni, da se je ekosistem ali združba po takšni motnji zmožna obnoviti oziroma povrniti v prvotno stanje. Žal zaradi kompleksnosti ni mogoče natančno opredeliti, kdaj bo določen agroekosistem dovolj odporen. Znano pa je, da so praviloma bolj odporne tiste združbe organizmov, ki so bolj biotsko pestre in s tem stabilnejše. Produktivnost, odpornost in stabilnost kmetijske pridelave torej lahko povečamo predvsem tako, da vrstam, ki tvorijo agroekosistem, v prostoru zagotovimo dovolj prostora in virov za dolgoročno preživetje in evolucijski razvoj njihovih populacij. Utemeljitev varstva narave pa presega zgolj koristi za ljudi. Varstvena biologija je interdisciplinarna znanost, ki se ukvarja z ohranjanjem narave in njene trajnostne rabe za potrebe človeštva. Temelji na etičnem načelu, da je pestrost populacij, vrst in ekosistemov vrednota sama po sebi, torej ne glede na njihovo morebitno uporabnost za človeka. Posledično jo je treba ohranjati in ji omogočiti nadaljnji evolucijski razvoj, saj iztrebljanje oziroma s strani človeka povzročeno izumiranje populacij in vrst ni etične. Zadnje etično načelo varstvene biologije pa pravi, da je treba ohranjati tudi ekološko kompleksnost, kar pomeni, da ni dovolj, da vrste ohranimo v nekem umetnem okolju, na primer v ujetništvu ali genski banki, temveč jih je treba varovati kot del njihovega življenjskega okolja. Ob tako različnih in kompleksnih ciljih je težko najti pot naprej. Zato danes pogosto prihaja tudi do konfliktov med različnimi družbenimi skupinami in deležniki v prostoru. Kmetje se večinoma še vedno soočajo z izrazito neugodnim ekonomskim položajem. Hkrati pa so nezadovoljni tudi zato, ker imajo občutek, da kot pridelovalci hrane in skrbniki kmetijske krajine izgubljajo ugled in položaj v družbi. Po drugi strani pa z naraščajočimi negativnimi posledicami razmaha intenzivnega kmetijstva na biodiverziteto, okolje, podnebje, zdravje ljudi in dobrobit rejnih živali narašča tudi nezadovoljstvo družbe, čeprav se ta zaenkrat še ni povsem manifestirala tudi v drugačnem vedenju potrošnikov. A kmetijska krajina je nenazadnje samo ena, zato bo nujno najti ustrezen kompromis in predvsem vizijo, ki bo sprejemljiva in hkrati izvedljiva od pričakovanih okoljskih, ekonomskih in družbenih izzivih prihodnosti.